Imenovanje v 3 komisije in 8 odborov, ki so delovna telesa občinskega sveta, so občinski svetniki opravili v slabe pol ure, saj so bila imena članov in predsednikov že vnaprej usklajena tudi na komisiji za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. Edini, ki je razpravljal na to temo, je bil Dragan Đukić v imenu skupne svetniške skupine Zelenih Slovenije in Socialnih demokratov, ki jo sestavljata še Štefan Čebašek in Milan Šobat. Đukić je nadaljeval temo s prve konstitutivne seje, ko je nasprotoval prav sestavi komisije za mandatne zadeve, volitve in imenovanja. Drugače je interpretiral zapisano pravilo, da se pri sestavi komisije upošteva volilni rezultat. Pripombe so seveda letele na listo Nejca Smoleta, ki ima v občinskem svetu kar 12 svojih predstavnikov. Ne razumemo, zakaj se vam toliko gre, glede na to, da imate večino skoraj absolutno, z vsemi sateliti absolutno večino v občinskem svetu, zakaj se je toliko vztrajalo, da morate imeti večino tudi v vseh odborih in komisijah. Pa bom rekel, edino v 2 nimate večino tako, kot ste si želeli, ampak nič hudega. Da so sicer bili pozvani, da podajo svoje predloge, upoštevani pa le polovično. Jaz vam čestitam za to večino in želim vse dobro v tem mandatu, vendar morate se zavedati, da ste, če imate povsod večino, tudi večinsko odgovorni za vse. In še, da imenovanjem sicer ne bodo oporekali, podprli pa očitno tudi ne, tako da so se ob glasovanju vzdržali. In kdo so novi predsedniki odborov in komisij? Te sicer lahko sestavljajo tudi člani, ki niso občinski svetniki, kar pa ne velja tudi za predsedniško mesto. Predsednica komisije za pobude in pritožbe je tako postala Jožefa Rotovnik-Jaklič iz vrst Slovenske demokratske stranke, sicer najstarejša članica občinskega sveta. Predsednica statutarno-pravne komisije Zvonka Hočevar, ki je to funkcijo že opravljala v predprejšnjem mandatu, predsednik komisije za varstvo naravne in kulturne dediščine pa ponovno Lado Vidmar. Oba sta predstavnika liste Nejca Smoleta. Tako kot v preteklem mandatu bo odbor za urejanje prostora in ekologijo vodil Mirko Javoršek iz Nove Slovenije. Tudi Stanislav Ulanec, predstavnik nestrankarske liste Sotočje, bo le nadaljeval delo prejšnjega mandata kot predsednik odbora za komunalne dejavnosti. Predstavnica iste liste Katarina Galov pa bo predsednica odbora za družbene dejavnosti. Uroš Medar iz liste Nejca Smoleta, ki je ta odbor vodil v prejšnjem mandatu, pa bo v tokratnem vodil odbor za razvoj. Odboru za kmetijstvo in gozdarstvo bo predsednikoval predstavnik Zelenih Slovenije Štefan Čebašek, ki je ta odbor v preteklosti že vodil v začetnih mandatih. Leon Merjasec iz vrst Slovenske demokratske stranke, ki je ta odbor vodil v zadnjem mandatu, pa bo sedaj predsednik odbora za gospodarstvo, podjetništvo in obrt. Odbor za turizem bo vodil predstavnik Socialnih demokratov, novinec v občinskem svetu Milan Šobat. Prav tako novinec Anžej Jenko, sicer najmlajši občinski svetnik iz vrst liste Nejca Smoleta, bo predsednik odbora za mladino, v katerem je članica tudi najmlajša občinska svetnica Ana Weber. Brez zadržkov so občinski svetniki potrdili tudi sestavo sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v katerem člani praviloma niso občinski svetniki, ampak predstavniki javnih zavodov, policije in redarstva in niso nujno naši občani. Predsednik sveta je postal Janez Knez iz Gornjih Bitanj, sicer občinski redar. In kdo bo sedel v drugem neodvisnem organu občine Medvode v nadzornem odboru? Tokrat sami moški, tako kot v iztekajočem mandatu Matija Vojski iz Goričan, Žan Marinkovič iz Medvod in nadzornik z najdaljšim stažem in aktualni predsednik Mitja Starman iz Bil. Nova nadzornika pa sta Ciril Sušnik z Topola in Tibor Hren iz Spodnjih Pirnič. Po glasovanju na komisiji za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja, ki jo vodi Ivo Rep, je iz seznama izpadla edina ženska. Predsednika nadzornega odbora pa izvolijo člani sami na prvi seji.